spoštovani udeleženci današnjega zbora, spoštovani visoki gostje, prav lepo pozdravljeni. Najprej se vam moram zahvaliti, da ste si danes vzeli čas za to razpravo o vrednotah. Verjamem, da imate tudi vi delo v vinogradu, tako kot mnogi drugi, ki so se danes opravičili, ker se vam zdi ta tema zelo pomembna in potrebna. Ko se je Nova Slovenija odločila za ta zbor za vrednote, moramo reči, da smo dobili zelo pozitivne odmeve. In ko sedaj prosim govornike, da pridejo na naše zbore v različne konce Slovenije, moram reči, da sem kar uspešna. Da vsi rečejo, ja, to pa je potrebno, o tem moramo v Sloveniji govoriti, o tem želim sodelovati na vašem zboru, če ne v tem mestu, pa v drugem. Zato se prav lepo zahvaljujem vsem tukaj zbranim, da ste si danes vzeli čas, ker večina od teh ima kar veliko tudi drugih obveznosti in nas zelo veseli, da ste nas tudi počastili s svojo prisotnostjo. Pred 20 leti, včeraj smo obeležili dan, ko smo imeli prvič demokratične volitve v Sloveniji. Takrat smo seveda sanjali, kakšno državo v prihodnosti, kakšno državo si želimo. Nekaj od teh sanj smo zagotovo uresničili. Nekaj sanj je ostalo še neuresničenih in čaka, da jih znova zbudimo iz spanja in jih uresničimo. Ko je Sloveniji šlo v teh letih vedno bolje, pa smo žal vedno bolj tudi pozabljali na nekatere vrednote. Zamenjali smo, na primer, vrednoto, ki so jo zelo spoštovali naši predniki, kot je, na primer, vera. Zamenjali smo nedeljske maše in cerkve z veliko mogočnejšimi templji, mogočnejšimi hišami, veleblagovnicami, katerim smo posvetili čedalje več pozornosti. In ker so nekateri tam preživeli veliko časa, je seveda potrebno tudi veliko denarja. Zato je treba veliko delati, zato imamo manj časa za družino. Tako smo nezavedno zašli nekam, čemur pravimo potrošništvo. In ni bila več pomembna nedelja, ni bila več tako pomembna družina, ker moramo delati, ker moramo kupovati, ker želimo imeti vedno več. Sedaj pa je prišla kriza. Kriza, ko si pa vsega tega ne moremo več tako privoščiti, mnogi si sploh ne morejo osnovnih stvari privoščiti, kaj sedaj narediti? Pravijo, da je kriza tudi priložnost. Priložnost, da se zavemo, kam gremo, kaj so pravzaprav tiste prave vrednote, zaradi katerih živimo, zaradi katerih se veselimo življenja, zaradi katerih nam je pravzaprav nekje lepo. In med najvažnejše vrednote, po mojem mnenju in verjamem, da tudi po mnenju mnogih od vas, je zagotovo družina. Zase sem velikokrat rekla, da sem najbolj ponosna ali pa vesela tega, da lahko imam družino in to se ne da primerjati z nobeno politično kariero, z nobeno funkcijo, ki sem jo že dosegla ali pa morda jo še kdaj bom. In v družini zagotovo dobimo tudi prvi odnos do vrednot. Odnos do ljubezni, do spoštovanja, do resnice, do dela, do poštenosti. In vsega tega nam je v zadnjem času kar malo začelo primanjkovati ali pa vse te vrednote so kar krepko začele šepati. In ali je res ta kriza čas, ko se bomo spomnili, kaj je pravzaprav človeku potrebno, da je srečen, da je zadovoljen? Morda. In tako kot v družini morata biti oče in mama zgled, tako pri delu, kot pri poštenosti, kot pri odrekanju, zato da lahko k temu prepričata tudi svoje otroke, isto velja v državi. Če je vlada tista, ki je dobila največjo odgovornost, da vodi državo, da skrbi za vsakega člana v tej državi, potem mora biti tudi prvi zgled. In prav tukaj opažamo, da naša vlada, naši ministri največkrat niso pravi zgled. Ne rečem
rečem, da se vsi ne trudijo, mnogi se trudijo, mnogi delajo napake, mnogi delajo pa povsem drugače, kot govorijo ali pa so obljubljali. In tukaj se lahko vprašamo, ali so se volivci, ali se je ljudstvo zmotilo, ko je volilo te predstavnike. Ljudstvo, mislim, da se ni zmotilo. Ljudstvo je verjelo je lepim obljubam, ker pravzaprav si vsi želimo lepše živeti, prijaznejše živeti, taki družbi, kjer imamo vsi enake možnosti, kjer je demokracija, kjer ne bo nihče odstavljen zaradi svojega verskega ali političnega prepričanja, kjer lahko svobodno živiš. To je bilo obljubljeno, ampak žal spoznavamo, da so te obljube pa grobo kršene, oziroma da delujejo prav nasprotno. In če primerjamo državo in družino, lahko sedaj ugotavljamo, da so se nekateri ministri spremenili v otroke, ki se igrajo v peskovniku in se kregajo za igrače. In se kregajo, kdo je boljši, kdo bo imel več, izsiljujejo starše, izsiljujejo predsednika, ki je popustljiv, ki ne ve, ki ne pozna rešitve. Ampak nikoli ni prepozno, da mi Slovenci odsanjamo svoje sanje in naredimo lepšo in boljšo Slovenijo. Jaz mislim, da tudi vi niste obupali nad tem. In tukaj bomo znova uporabili tisti inštrument demokracije, volitve, čas hitro mineva, ko bomo spet volili tiste, za katere mislimo, da bodo lahko uresničili naše sanje. In ko smo že prej rekli, sanje so resnica, pošten odnos do preteklosti, pošten odnos do dela in plačila in seveda tudi družina, ki je nadvse pomembna. Podpora družini. Zdaj nas sicer hočejo prepričati, da je družina že kar vsaka skupnost, da ljubezen ni pomembna, oziroma pravijo, da je pomembna, ampak ni važno, sta dve ženski, dva moška ali kakorkoli. Vedno trdim, spoštujem ljudi, se lahko odločajo, kako želijo, vendar družina ima tako pomembno vlogo v družbi, v državi, za vsakega posameznika, da ni vseeno, kako je sestavljena, kaj nam pomeni, kakšen status ima v družbi, ali bo država pomagala, spodbujala ali ovirala. In tukaj je odgovornik posameznikov nas vseh. In verjamem, da v vas je volja, vas je želja in vsak od nas je odgovoren tudi za to državo, za katero čutimo ali vemo, da zdaj pač jo vodi nekdo drug. Smo odgovorni najprej zase, da ne obupamo, da se trudimo naprej, potem smo odgovorni za svojo družino, potem pa tudi za državo. In če bomo tudi se dali na razpolago, ko nas prosijo za neke funkcije, za neke kandidature, za to, da vsaj gremo na volitve in izpolnimo svojo demokratično dolžnost, je to tisto, kar lahko naredimo. In potem naprej uresničujemo svoje sanje, svoje želje, da naredimo boljšo Slovenijo. In v Sloveniji imamo lepe naravne danosti, imamo bogato kulturno dediščino naših dedov. Slovenci smo veljali za poštenjake, za delovne ljudi. To nekje je v nas zapisano. Mogoče v mlajši generaciji malo manj, ker smo jih preveč razvadili. Naravne danosti imamo, želja je, potrebe tudi. Odvisno od nas je, kako bomo to uresničili. Moramo pa se zavedati, da vrednote lahko preda naprej samo nekdo, ki jih ima in jih spoštuje. Tisti, ki jih nimajo, tisti jih ne morejo predajati naprej. Zato imamo v tej družbi tudi veliko odgovornost in vas vse skupaj povabim, da to odgovornost sprejmemo, govorimo, spodbujamo in delamo naprej za boljšo Slovenijo.